ribe, lepo pozdravljene na kanalu Teja Tarot. Z vami sem Teja in v tem videu bom za vas pogledala, kaj vam tarot karte napovedujejo za mesec januar 2021. Jaz sem karte že predhodno zmešala, tako da bomo kar začeli. Evo, s temi kartami bom pogledala nekako splošne energije za mesec januar in za vsak teden posebej. Zdaj, preden začnemo, bi rada še to poudarila, da je to splošna napoved. Zato ni nujno, da je vse, kar bom tukaj povedala, namenjeno točno tebi. Spremi tisto, kar se ti zdi, da se poistoveti s tabo in tvojo situacijo, vse ostalo pa enostavno ignoriraj. Ok, še razdelimo karte in poglejmo. Ok, ribe. Za vas je splošna karta meseca kočija. Torej, v tem mesecu boste ribe zelo zagnane, nekako boste imeli svojo vizijo, svoj cilj pred očmi, točno boste vedeli, kaj želite in tukaj boste šli s polno paro proti temu cilju. Mogoče vas bodo še neki dvomi in strahovi nekako omejevali, ampak kot vidim tukaj, boste nekako to imeli vse pod kontrolo, tako da jaz mislim, da bo za januar za vas zelo uspešen mesec. Poglejmo prvi teden. V prvem tednu imamo osmico mečev. Se pravi, prvi teden bo še nekako tako omejujoč, počutili se boste nekako omejene, zdelo se vam bo mogoče, da ne morete doseči tega, kar si želite, ali pa, ne vem, pristopiti do kakšne osebe, ali nekako nadaljevati neke poslovne poti. Nekako se boste počutili, mislim, omejevali vas bodo neki strahovi, neki dvomi, mogoče neke preizkušnje ali pa neki izzivi, ki se vam bodo pojavljali na poti, vam bodo dali občutek, da tukaj ne morete naprej. V drugem tednu imamo desnico kelihov, torej popolnoma druga slika. Prvi teden bo nekoliko zoprn, ampak v drugem tednu je že videti nek uspeh, zelo lepe energije, lepo počutje, nekaj lepega bo prišlo v vaše življenje in vam razveselilo vaša srca. Zelo lepo. Ok, v tretjem tednu imamo splošno energijo šestica kelihov. Tretji teden bo nekako nostalgičen, nekaj boste reševali iz preteklosti mogoče, ali pa boste tukaj se osredotočili predvsem nase in na to, da nekako najdete nek mir, mogoče nekaj iz preteklosti, mogoče iz prvega tedna januarja, boste nekako provali predelati, analizirati in nekako najti neko srečo, veselje v vsem tem, ampak nekako tukaj me nekaj vleče v to, da boste nekaj iz preteklosti mogoče razčistili s kakšno osebo ali kaj takega. Potem imamo še četrti teden, tukaj pa imamo karto svečenik. V četrtem tednu se boste nekako ribe zapirale vase, preučevali boste vse pretekle dogodke in razmišljali točno, kako ste prišli do tukaj, kjer ste. Lahko tudi ta karta pomeni, da nekako boste probale se z vašimi izkušnjami spopadati same, brez mnenja ostalih ljudi, ker vas bodo nekako mnenja drugih zelo nekako mislim, da vam ne bodo všeč in bolj se boste bolj zanašale nase in na svoje resnice, svoje prepričanja in tako naprej. Ok. Zdaj, s temi kartami bomo pogledali, kakšni bodo točno dogodki v tem mesecu in za vsak teden posebej. Razložili bomo, kaj točno te karte, ki smo jih zdaj položili na mizo, pomenijo. Ok, kot osrednji dogodek meseca imamo paž novcev. Paž novcev tukaj sporoča, da začenjate nek nov projekt in zato boste verjetno tudi, ali pa nek nov odnos, zato boste tudi tako zagnani, tukaj boste polni energije. Nekako si boste dali nek cilj v glavo in proti temu cilju boste šli počasi in previdno, nikamor se vam ne bo mudilo, kljub temu, da boste zagnani, boste nekako premišljeno stopali naprej, ne boste tako kar brezglavo hiteli, kar je načeloma seveda v redu. Še pomešati moram. Zdaj, s temi kartami bomo pa pogledali, kakšne so lekcije za vas. Kaj bodo te vsi izzivi pomenili in kaj vas želijo naučiti.
ker kot že veste ali pa tudi ne, vse negativne izkušnje pridejo v naša življenja zato, da nas nekaj naučijo, da nas porinejo bolj proti naši pravi poti. Tukaj pa imamo viteza palic, se pravi, vaša izkušnja bo, da nekako obvladujete vašo situacijo, da in ja, in jaz bi rekla tako, da obvladujete vašo situacijo, da nekako pogumno stopate naprej proti tem vašim ciljem ali željam, morda je to neka oseba, morda je to nek odnos, kariera, kakšen cilj ali želja in da nekako, ne vem, tukaj zaenkrat je to vse, kar bi zaenkrat to vse, kar bi tukaj povedala, ampak bomo videli pol še, kaj se bo tle odpiralo in mogoče se jim bodo te karte še malček bolj razjasnile. Zdaj v prvem tednu, ko imamo osmico meča, imamo svečenico narobe obrnjeno, imamo sonce narobe obrnjen in imamo viteza palic ponovno. Okej, tukaj v začetku januarja je videti, da vas bo nekaj, da se vam bo zgodilo nekaj, kar bo od vas zahtevalo, da prisluhnete vaši intuiciji. Torej, da prisluhnete vašemu notranjemu glasu, kaj vam govori. In če vam to uspe, je tukaj tudi ta karta sonce, ki vas bo nekako približala tej svobodi, ki jo iščete, oziroma te neke omejitve, ki jih imate trenutno v življenju, boste uspeli nekako premagati in to vam bo dalo potem tudi ful zagona za naprej. To je v bistvu tisto, na začetku je videti, da se bo zgodilo nekaj se bo dogajalo. Tudi bi rekla, da bodo ti dogodki zelo pomembni, ker imamo tukaj dve velike arkane. To, kar se bo dogajalo, vam bo dalo nekako, v bistvu vam bo odprlo cel januar, vse dogodke v januarju. Prvi trije dnevi so zelo ključni za celotni potek. In tukaj je pomembno samo, da zaupate vaši intuiciji. Ta karta tudi včasih predstavlja tarot, tako da mogoče vam bo ravno ta napoved dala tisti zagon ali pa boste v tej napovedi našli kakšno tako skrit napotek, ki vam bo potem v teh dneh pomagal, da dosežete to sonce in to neko svobodo, premagovanje teh ovir. In kot je videti, boste v tem zelo uspešni, ker pol ta vitez palic govori o tem, da boste polni elana, zagnani za naprej, zelo energični in na splošno tukaj vidim neko veselje in tako res prijetno energijo. Da vidimo, kaj so lekcije za prvi teden. Imamo asa kelihov in kraljico kelihov. Okej, se pravi, ne samo intuicija, ampak pomembna bodo tudi čustva. Kaj čutite? In s pomočjo čustev lahko tudi lažje dostopamo do intuicije. Tukaj je videti neko nov čustven val energije, nekako vas bo zelo raznežil, tudi ribe ste že same po sebi zelo čustvene, zelo nežne, tako da definitivno bo ta prvi teden nekako prav namenjen vam in vaši rasti, da se nekako znebite nekih mogoče negativnih prepričanj ali pa nečesa, kar vas kakorkoli omejuje. In kot vidim, boste zelo uspešni, ker vas potem v drugem tednu čaka nekaj lepega. Poglejmo, kaj točno se skriva za to karto. Imamo štirico palic obrnjeno narobe, imamo viteza novcev in imamo cesarico obrnjeno narobe. Torej, definitivno bo nekaj z družino, z odnosi ali pa celo pač s samim sabo boste ustvarili neke močnejše temelje, mogoče se boste zavedli, kaj in kdo ste, kaj si želite. Vse tri karte so take lepe rumene, tudi tale je zelo taka bleščeča, tako da v tem tednu vas zagotovo čaka neko lepo presenečenje, neke lepe energije. Drugi teden januarja bo za vas res tak zelo pozitiven, optimističen, obdani boste z družino in prijatelji, tudi na poslovnem področju lahko zelo dobre energije, dobre smernice za naprej, nekako postavite neke temelje postavite v vaše življenje. In potem tudi lahko pride do neke ponudbe, tako romantične kot poslovne. Čeprav, glede na to, da je tukaj
da je to karta z novci, bi rekla, da bo to bolj poslovne narave, ampak ni nujno, seveda, odvisno od vaše trenutne situacije. In tale ponudba vam bo tudi pomagala, da nekako začutite to vašo žensko energijo, tudi če ste moški, seveda. Ženska energija je bolj taka nežna energija, bolj, recimo moška energija je bolj akcija, struktura, organizacija, pravila. Ženska energija pa je bolj nežnost, urejanje, počitek, udobje in te stvari. Tako da vam bo ta ponudba nekako pomagala se približati temu, da ustvarite v svojem življenju neko udobje, neko mirnost, da se malo ustavite, zadihate in uživate v teh lepih energijah. Poglejmo, kaj bodo lekcije za drugi teden. Paž novcev in šestica novcev. Definitivno karierno področje, ja. Ni nujno za vse, ampak tukaj, glede na to, da imamo toliko novcev, je lahko kaj v zvezi s kariero, s financami ali pa z nečim stabilnim v vašem življenju, se pravi, oziroma z nečim materialnim. Lahko gre za neko nepremičnino, lahko gre za kakšno posestvo, lahko gre za, ne vem, ne vem, kaj bi šlo lahko, ampak v glavnem nekaj fizičnega. In vaša lekcija bo tukaj, da iz te neke malenkosti naredite nekaj več, mogoče tudi, se pravi, iz te ponudbe bi rekla, ker imamo tukaj viteza novcev in tukaj imamo paža novcev. Torej, da iz te neke ponudbe, karkoli pač ta ponudba bo, da nekako prepoznate v njej nekaj več in mogoče s tem tudi nekako dosežete neko izmenjavo, neko ravnovesje v vašem življenju. V tretjem tednu, ko imamo šestico kelihov, imamo tudi kralja mečev obrnjenega narobe, imamo kraljico mečev obrnjeno pravilno in imamo cesarja obrnjenega narobe. Evo, če še pokažem takole, se pravi, ta teden ta teden gre nekaj iz preteklosti, tukaj boste nekako odločni. Nekaj v preteklosti boste razčiščevali in glede na to, mislim, nekako bi rekla, da v preteklosti ste bili s to situacijo zelo tako odrezavi, nekako zaprti, niste pokazali nekih čustev v tej situaciji. Torej, to je neka situacija iz preteklosti, ki je mogoče niste še razčistili. In tukaj je videti, da boste spet nekako pristopili do te situacije, ampak tokrat na drugačen način. Mogoče boste pokazali malo več sočutja, malo več čustev in malo več nežnosti in pozornosti, ampak vam bo ta izkušnja tudi pomagala, da nekako to izkušnjo iz preteklosti zaključite. Tukaj se vidi konec nekega obdobja in ta kraljica nekako sprejema nekaj novega. Vse, kar pa je nekako, kar ji več ne koristi, pusti za sabo. Tukaj je recimo videti tale dekica, to predstavlja, da pusti vse neke težke preizkušnje za sabo in odpre vrata neki novi priložnosti brez teh bremen. In tukaj cesar je videti, da boste potem ribe dobile boste zelo veliko samozavesti in nekako vam bo ta dogodek in ta izkušnja vam bodo pomagali, da nekako ustvarite več stabilnosti v vašem življenju. Več stabilnosti in tudi, ker imamo seštevek kart je 11, se pravi, nekako se povezuje s karto pravica, torej boste v tem tednu predvsem s to izkušnjo, ki jo boste premagali, nekako postavili svoje življenje nazaj v ravnovesje. Poglejmo še lekcije, imamo samotarja in imamo zvezdo. Se pravi, izkušnja je, da tukaj da v bistvu nekako tako, na nek tak način, če povem, tako bolj, kako se temu reče, v bistvu, da v nek del, kjer je tema v vašem življenju, se pravi neko področje, kjer je tema, nekje, kjer je dosti nejasnosti, pač ta dogodek iz preteklosti, da tukaj posvetite luč. To je tale karta, da posvetite to temno zgodbo vašega življenja in najdete v njej nekaj lepega, se z njo soočite in to vam bo tudi dalo
novo upanje za naprej. Nekaj lepega se vam lahko odpre. Če boste dovolj drzni in pogumni, da se soočite s to temo v vašem življenju. Obe karte so zelo temne in obe karte imajo nek snop svetlobe. Tako da definitivno tukaj, ko boste posvetili na to neko temno stvar v vašem življenju, vam boste videli, da je v njej nek nauk, nekaj lepega, kar vam lahko pomaga potem naprej v življenju. In poglejmo še zadnji teden, se pravi 4. teden, imamo ponovno svečenika oziroma samotarja, oziroma v teh kartah se kliče puščavnik. Imamo kraljico kelihov in imamo ponovno kočijo, kot smo imeli že tukaj kot osrednjo karto. Jaz mislim, da vam bo ta izkušnja iz 3. tedna sicer vam bo pomagala, vam bo dala upanje, ampak potem čez nekaj dni boste nekako spet se zapirali vase, nekako tukaj vidim mogoče neko žalost, nekako neke težke občutke ob tej priložnosti, nekako kot dobivam zdaj neko tako asociacijo, ko imaš nekaj v življenju, ki te ful bremeni, ampak se s tem nočeš ukvarjati, potem pa se končno soočiš, vidiš, da to sploh ni bil tak problem ali pa da sploh ni, da je v bistvu, da si v svojih mislih iz te situacije naredil dosti večji problem, kot je bil v resnici, in ko se enkrat potem z njim soočiš in ga nekako sprostiš iz svojega življenja, začutiš tisto praznino, ker nekako, kot da nekako prej si imel neko točko, na katero si se lahko v kateri si lahko iskal izgovore za tvojo nesrečo ali pa tvojo žalost, in pol naenkrat tega več ni in nekako čutiš neko žalost, ampak ne veš zakaj. In tukaj se boste ribe nekako zapirale vase in to probale ugotoviti, ampak videti je, da boste pri tem nekako uspešni, tukaj boste potem našli neko tolažbo, neka čustva, pogledali boste na to izkušnjo za nazaj nekako na bolj pozitiven način in boste nekako dobesedno boste našli lekcijo v njej, neko tako čustveno podporo, kljub temu, da se je v bistvu to nekako razrešilo. Ne vem, če sem to zdaj povedala smiselno. In v glavnem to vam bo dalo tudi dosti zagona za naprej. Kot je videti, boste nekako premagali vse te ovire in tukaj videti, da se vam bo potem nekako odprl nek lepši svet, neka lepša prihodnost, mogoče boste na to vse, kar se je dogajalo, nekako lepše znali pogledati. Aha, ok, lekcija je stolp in šestica mečev. Definitivno ta svečenik, kot sem prej rekla, neka žalost, nekaj vam ne bo glih najbolj všeč, ker tale karta predstavlja v bistvu nek tak dogodek, ki nas šokira, nekako prileti v naše življenje neka taka situacija, ki nam ni všeč in se nam zdi, da se nam vse zruši, in to bo se zgodilo tudi vam, ampak to je čisto normalno, kadar premagamo neko stvar, to boste vi naredili v 3. tednu, ko premagamo neko težko preizkušnjo, se potem pogosto zgodi nek kontraefekt, ko v bistvu, recimo, premagamo izkušnjo, postanemo pozitivni, nekako se osvobodimo in pol nas spet nekaj doleti, kot da bi nas na nek način hotelo življenje preizkušati. In tukaj videti, da boste ribe dovolj močne s tem dogodkom tukaj, ko se boste poglabljali vase in našli neko čustveno podporo v tem dogodku, vam bo to pomagalo, da nekaj zapustite in končno odplujete naprej, končno pustite ta dogodek v preteklosti in se podate potem na neko novo pot. Zdaj, ja, mislim, jaz upam, da ste si to znali nekako interpretirati v svojo situacijo, ribe. Ker tle gre lahko za karkoli, jaz nekako govorim splošno, ampak tukaj gre lahko dobesedno za karkoli, lahko gre za kariero, za odnose, za prijateljstvo, za karkoli pač imate trenutno v življenju. Poskusite te pomene interpretirati v svojo situacijo in če vam še kaj ni jasno, oziroma predlagam, da si kasneje, potem enkrat sredi januarja pridete še enkrat pogledati, sploh pred tem 3. tednom, da se nekako mogoče, ker boste nekako lažje dojele, kaj te karte pomenijo, ko se enkrat stvari začnejo odvijati. Če vam ta napoved
Če imate še dosti vprašanj glede na te napovedi, vam predlagam, da si pogledate v vašo rojstno karto še katera druga znamenja in pogledate napoved še za tista znamenja. Tako boste dobili malo boljši vpogled v celotno situacijo. Ribe, jaz upam, da vam je bila ta napoved všeč. Če vam je bila, bom ful vesela, če stisnete kakšen like, tako jim boste dali vedeti, da si želite takih napovedi še več v prihodnosti. Če imate kakšno vprašanje, če vas karkoli zanima glede mene, glede kart, glede mojega dela, napišite spodaj komentarje, bom vse prebrala in bom tudi vsem odgovorila. Če bi radi donirali in pomagali, da ta kanal, da raste, da se razvija, imam v infoboxu vse informacije. Prav tako so v infoboxu še ostale druge informacije, če želite, si jih definitivno preberite. In to je to. Ribe, jaz vam želim lepo in prijetno praznovanje novega leta. In predvsem pa prijeten januar. In se vidimo potem konec januarja z novo napovedjo za februar 2021. Čau!